Pozdravljeni, sem Nina Vidovič in danes vam bom predstavila dva enostavna recepta, ki pomagata telesu v boju proti stresu. Začela bom z enostavnim chia pudingom. Prva sestavina je jogurt. Jogurt vsebuje veliko vitamina B, kalcija, beljakovin ter probiotike, ki so ena glavnih sestavin v boju proti stresu. Druga sestavina so chia semena, ta so bogata z omega 3 maščobnimi kislinami, vsebujejo veliko beljakovin, kalcija, magnezija in pa vitaminov A, D, K in E. No, zdaj vzamemo skodelico in vanj postavimo 2 žlici jogurta. Nekaj jogurta mora ostati še za kasneje. In pa 2 majhni žlici chia semen oziroma vse, kar smo dali v skodelico. To dvoje zmešamo in postavimo v hladilnik za približno 5 ur. Ob tem lahko še dodam, da imajo chia semena hidrofilno sposobnost, kar pomeni, da nase vežejo vodo. S tem se ustvari želatinasta podloga, ki deluje kot puding. Ko vzamemo chia semena iz hladilnika, jih dobro premešamo. Lahko dodamo tudi malo več jogurta, če menimo, da je zmes preveč gosta. Naslednja sestavina so maline. Vzamemo nekaj svežih malin in jih probamo čim bolj zmečkati z vilico na manjše koščke. Ob tem lahko povem, da so maline nizkokalorično sadje, ki so odličen način za potešitev želje po sladkem. So polne antioksidantov, ki pomagajo pri premagovanju stresa. Poleg tega pa vsebujejo vitamin C, ki krepi imunski sistem. Vitamin C je eden izmed ključnih antioksidantov, ki ga telo potrebuje v času proti stresu, saj ga v veliki meri izloča. Nastane kašasta zmes. Še zadnja sestavina, ki jo potrebujemo, je eno jabolko, katerega narežemo na drobne koščke. Jabolko je v tej pripravi pomembno, saj vsebuje veliko vitaminov, pospešuje prebavo zaradi topnih vlaknin, imenovanih pektinov, ter krepi in srce in ožilje. Sedaj imamo pripravljene vse 4 sestavine. Vse, kar potrebujemo, je še kozarec, naj bo malo večji. V lonček najprej postavimo 2 žlici chia semen. Nato dodamo nekaj koščkov jabolka. Seveda si moramo pred tem umiti roke. Tako. Nato damo malino, kar vse. Lepo porazporedimo. Sedaj dodamo navaden jogurt. Navaden jogurt, chia semena, katera so nam še ostala. Lepo premešamo. In pa še ostala jabolka. In naša sladica je pripravljena. Za konec lahko posujemo tudi cimet, ki velja za naravno sladilo in uravnava sladkor v krvi. Še drugi recept, katerega bom pripravila, je smuti. Sestavine, katere bom potrebovala, so 3 žlice lanenega semena, katero je že zmiksano, pest špinače, nekaj narezanih jagod, kozarec vode in pa nekaj koščkov avokada. Za pripravo smutija bomo potrebovali tudi mešalnik. Vanj bomo dali najprej špinačo. Špinača je dobra, saj vsebuje veliko magnezija, kar nam pomaga tudi pri športni aktivnosti, saj preprečuje zakrčitev mišic.
Na to bomo dodali jagode. Jagode vsebujejo veliko vitamina C, vitamin A in K ter veliko železa, natrija in kalija. Dodamo še koščke avokada, kateri je poln vitaminov, ki pomagajo proti stresu. Vsebuje zdrave maščobe in vlaknine ter ohranja občutek sitosti. Dodamo še laneno seme, katero izboljša prebavo in vsebuje omega-3 maščobe, katere ščitijo pred staranjem možganov in zagotavljajo boljši vid. Na koncu zmešamo. Ko smo sestavine zmešali, vlijemo vsebino v kozarec in postrežemo. To bi bilo iz moje strani vse. Hvala za vašo pozornost in upam, da boste tudi sami poskusili katerega od teh dveh receptov.